Spoštovani člani, članice Gospodarske zbornice Slovenije. Dobro se na zbornici zavedamo, pred kako zahtevnimi časi je slovensko gospodarstvo, še zlasti energetsko intenzivna podjetja, torej tisti del gospodarstva, ki ustvari okoli 25% vseh prihodkov. Da bi dobili še boljši vpogled v dejanske razmere po podjetjih, smo pred časom med našimi člani izvedli anketo o vplivih rasti cen energentov in surovin na njihovo poslovanje. Naj izpostavim samo nekaj ključnih podatkov, ki smo jih tako pridobili. Anketiranim podjetjem so se stroški za energijo v prvih 5 mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim lanskim obdobjem v povprečju povečali kar za 166%. Podjetja poročajo za v povprečju 47% povišanju cen surovin. Pod črto, več kot 27% vprašanih ocenjuje trenutne razmere kot resno grožnjo za obstoj podjetij. Več podrobnosti o izsledkih ankete lahko člani Gospodarske zbornice Slovenije preberete v današnjem poslovnem tedniku. Prepričan sem, da so to vsekakor močni argumenti za takojšnje ukrepanje vlade oziroma pristojnih ministrstev. Pozdravljamo dosedanje ukrepe za zajezitev cen pogonskih goriv in napovedane ukrepe za pomoč kmetijskemu sektorju. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada najkasneje do konca tega tedna predstavila tudi nabor ukrepov za lajšanje rasti cen energentov, torej električne energije in zemeljskega plina za gospodinjstva in gospodarstvo, torej tako za mikro, mala podjetja kot tudi za velike družbe. O tem smo se pred časom že pogovarjali z novo ekipo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V tem tednu se bomo srečali z novo ekipo Ministrstva za okolje in prostor in novo ekipo Ministrstva za infrastrukturo. Na vlado smo pred časom že naslovili tudi nabor možnih rešitev, ki smo jih skupaj s predstavniki gospodarstva, torej podjetij, pripravili na Gospodarski zbornici Slovenije. Na odgovor še čakamo. V vsakem primeru želimo pristojnim pomagati pri iskanju in pripravi ukrepov, ki bodo gospodarstvu, kolikor se le da, pomagali premostiti krizno obdobje. Pri tem pozivam tudi vas, spoštovani člani, članice Gospodarske zbornice Slovenije, da nam posredujete vaše poglede, morebitne predloge ukrepov ob soočenju s hitro rastočimi cenami energentov in surovin. Zdaj je namreč zelo pomembno, da stopimo skupaj, strnemo vrste v iskanju najboljših rešitev za čase, ki ne bodo prijazni. Najlepša hvala.